Če je na eni strani manj vlomov v avtomobile, saj so policijska opozorila očitno naletela na prava ušesa, pa smo pri varovanju ostalega premoženja še vedno premalo samozaščitni. Predvsem, ko v okolici stanovanjskih hiš oziroma gospodarskih poslopij puščajo nezavarovane predmete. Potem smo v zadnjem obdobju obravnavamo tako kot vsako leto nekoliko več tatvin poljščin. Pogoste so tatvine v nakupovalnih centrih, ko ljudje v košare brez nadzora odlagajo denarnice ali torbice, brez denarja pa je ostalo že kar nekaj potnikov na avtocestnih počivališčih. Tukaj so na našem območju žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem tujci, vendar pa velja opozorilo tudi slovenskim državljanom v tem obdobju, ko se odpravljajo na dopust, na potovanja, saj se tovrstna kazniva dejanja dogajajo tudi na območju drugih držav. V času dopustov je več vlomov v stanovanjske objekte. Predvsem v času odsotnosti doma ne hranimo večjih vsot gotovine ali pa nakita, da v okolici hiš ne puščamo predmetov, s katerimi bi storilec lahko lažje izvršil kaznivo dejanje oziroma z njimi premagoval ovire, kot so različne lestve, orodja in pa podobni predmeti. Sosede v času odsotnosti tako poprosimo, da pazijo na hišo in praznijo poštni nabiralnik. Večkrat so v zadnjem času policisti posredovali tudi v primerih, ko se je več neznancev pripeljalo na dvorišče. V pogovoru so zamotili oškodovanca, eden izmed njih pa je vstopil v stanovanjsko hišo in odtujil predmete. Oškodovanci pa so potem šele kasneje ugotovili, da so jim bili ti predmeti odtujeni. Zato svetujejo, da si, če opazimo neznane osebe, zapišemo registrsko številko, znamko vozila in smer, v katero so se neznanci odpeljali, ter o tem obvestimo policijo.